Bo gospodarska cona v Dolenjem Kronovem zaživela? Zahtevno leto za novomeškim Rdečim križem. Silvestrski program na vašem kanalu. Dober večer. Šmarješki občinski svetniki so na zadnji redni seji na občinsko upravo naslovili kar nekaj tehtnih vprašanj. Med drugim jih je zanimalo, kdaj bodo odpravljene težave s kanalizacijskim omrežjem v Gorenji vasi in kaj se dogaja z načrtovano gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem. Ta je, kot je znano, zaradi zapletov pri odkupni ceni zemljišč, potrebnih za komunalno opremljanje cone, obstala na mrtvi točki. Spomnimo. Občina je na osnovi dveh pridobljenih cenitev za kvadratni meter ponudila 12,55 evra, medtem ko so lastniki v skladu s svojim cenilnim mnenjem zahtevali skoraj 61 evrov. Zaradi občutne razlike je občina njihovo cenitev poslala v strokovno presojo Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko. Odgovor je prejela pred dnevi. Presoja poročila cenilne vrednosti nepremičnin v turistično-storitveni gospodarski coni Dolenje Kronovo je pokazala, da ocena bistveno odstopa od primerljivih ocen, ter da je posledično nezanesljiva, neverodostojna, tvegana in za uporabnika zavajajoča. Kot poudarja županja, je bila s tem povzročena velika gospodarska škoda. Tako za podjetnike gospodarska škoda, kakor za samo občino, ni možno bilo izpeljati postopka komasacije in nismo se mogli prijaviti na razpise za črpanje nepovratnih sredstev za opremo, komunalno opremo te cone. Ali bo občina, ki je v pripravo dokumentacije za gospodarsko cono vložila nekaj 10.000 evrov, posegla tudi, kot je bilo mogoče slišati na seji, po odškodninskih tožbah za povračilo povzročene škode, je zaenkrat, tako županja, še preuranjeno govoriti. Razočaranje je veliko tudi med domačimi podjetniki, pravi. Ker so nekateri že kupili zemljišča, bi jih radi opremili, pa dejansko tudi oni zaradi nekončanega postopka komasacije ne morejo nadaljevati. Ali je še smotrno nadaljevati postopke v zvezi s cono, se vse bolj sprašujejo tudi v občinskem svetu. Na občini jasnega odgovora še nimajo. V zvezi s tem smo že tudi v dogovoru za sestanek pri ministru Počivalšku, da dobimo navodila, kako postopati naprej. Po sestanku z ministrom Počivalškom bo občina s poročilom seznanila še lastnike zemljišč. Vojaško letališče Cerklje ob Krki je bilo vzpostavljeno davnega leta 1938. Ko so ga po drugi svetovni vojni obnavljali in posodabljali, so razmišljali, da bi za dovoz letalskega goriva potegnili do njega železniški tir. O tem so ponovno razmišljali ob pripravah na širitev in obnovo za potrebe zavezništva NATO, vendar je obveljala cenejša različica, to je obstoječi kerozinovod iz Krškega. Novo zgrajeno skladišče za kerozin na letališču lahko hrani 1 milijon litrov goriva. Toliko so ga na primer porabili v tem letu za lastne potrebe. Je pa težava, na kakšen način polniti rezerve in najhitreje bo šlo z obnovo starega cevovoda. Krška občina se rešitvi ne upira. Sama ideja tega cevovoda, pa obnove cevovoda je stara že približno leto. O tem smo bili z strani Ministrstva za obrambo obveščeni. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi občina dala ustrezno zemljišče oziroma služnost na javnih poteh. V zamenjavo bi pač tudi dobili neko odškodnino. S tem bi obnovili morebitne poškodbe na poteh cevovoda, je dodal Stanko. Obnova kerozinovoda ne prinaša nekaj novega v prostor, saj prečrpališče kot objekt tudi že stojita in obratujeta. In je nekoč tudi že v polni meri funkcioniral, tako da tukaj ne gre za kakšno bistveno spremembo od sedanjega stanja. Je pa res, da bi celotna trasa tega kerozinovoda šla nekoliko drugače, kot je šla nekoč, kjer je bila potem precejkrat prekinjena od leta 1991 naprej. Skratka, mislim in tudi razumemo potrebe ministrstva in bomo tukaj, mislim, da tudi naš skupni jezik za neko ustrezno rešitev. Pred namero za obnovo kerozinovoda so v Krškem razmišljali, da bi jim obrambno ministrstvo odstopilo most, po katerem ta cevovod prečka Savo in bi ga uredili v Brv za pešce. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so potegnili črto pod leto 2017 in ugotovili,
da čeprav so letos razdelili nekoliko manj pomoči kot v preteklem letu, kar je posledica tega, da gospodarske krize v okolju skorajda ni več občutiti, še vedno obstaja veliko posameznikov in družin, ki pomoč nujno potrebujejo. Žal je še vedno veliko takih, ki zaradi sramu ne prosijo za pomoč. Veliko se jih nanje obrne tudi takrat, ko so dolgovi že previsoki, da bi jim lahko pomagali. Še zmeraj se na nas obrača veliko ljudi, ki pač so nezaposljivi, so starejši in so tudi taki, ki nekako jim tudi prihodki ne dopuščajo, da zadostijo vsem življenjskim stroškom. Prehranske pakete delijo vsak mesec, pomoč pa prejema 250 družin. Pomagajo tudi z občasnimi pomočmi, ki jo prejema 550 družin 4-krat letno. Skupaj smo razdelili tako 60 tisoč kilogramov hrane. Kar 122 družin je iskalo pri nas pomoč, finančno pomoč v obliki položnic in zato smo kar 13 tisoč evrov tudi porabili iz sklada za pomoč ljudem v stiski. S šolskimi potrebščinami so pomagali učencem in dijakom v začetku šolskega leta. 21 dijakov in študentov je v letošnjem letu prejelo tudi štipendijo donatorjev. V skladišču so imeli skoraj 500 uporabnikov, ki so prišli po obleko in obutev, razdelili so tudi malo manj kot 1400 obrokov hrane. V letošnjem letu so začeli tudi z dolgotrajnim programom socialne aktivacije, kreativno vključen in socialno opolnomočen. Gre za opolnomočenje ranljivih oseb, ki so brezposelni, tudi prejemniki denarne socialne pomoči in jih približati trgu dela. Hkrati pa projekt tudi povezuje dejavnike socialnega okolja. Tako bo tudi okolje bolj primerno za zaposlitev teh oseb. Program, ki se je začel letošnjega septembra, bo trajal do sredine leta 2019. Že 2 meseca pa poteka velika humanitarna akcija Pomagamo družini Rajk. Zbiramo sredstva na različne načine. Moram reči, da veliko krajevnih organizacij Rdečega križa je prispevalo že sredstva in tudi približno 70 donatorjev se je oglasilo. Zbrali smo že okrog polovice tistih potrebnih 41 tisoč evrov. S tem bodo obnovili skoraj 200 let staro hišo in omogočili družini dostojno življenje. Humanitarni akciji se decembra pridružila tudi naša medijska hiša. Novomeški dvojčici afriških korenin Irena in Leticija Jebuah sta stalnici na novomeških odrih, nedavno pa sta se prvič predstavili na samostojnem koncertu. Povezuje ju neizmerna sestrska ljubezen in zato sta z velikim veseljem nastopili kot duo na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. Kot se kaže, je tudi občinstvo komaj čakalo njun skupni koncert, saj je bila dvorana skoraj v hipu razprodana. V bistvu je neverjetno. Mislim, nekako sva... Neka želja, je bila, da bi pač tako bilo, ampak nismo bili sva bili pa presenečeni, ker je bilo toliko prej razprodana pa dvorana, tako da je fantastično. Na 1,5 ure dolgem koncertu, ki so ga popestrili številni glasbeni gostje in umetniki, so se predstavili z vsem tistim, kar jim je v glasbi najljubše. V bistvu smo želeli kar skupek tega, kar počneva, se pravi od Ireninega opernega petja do mojih poskusov v džezu. Tako da smo naredili en tak kolaž pač tega, kar izvajava sicer. Pa se mi zdi, da je kar bila fajn kombinacija. Glasba jim je bila položena v zibelko, saj se je z njo aktivno ukvarjal njun oče Robert. Obe pa sta se zaljubili vanjo že zelo zgodaj. Medve so obe hodili tudi v glasbeno šolo, jaz sem učila se flavto, Leticija klavir, tako da smo bili non-stop pač v glasbi in tudi igrali smo v orkestru in potem sem jaz tudi pela z orkestrom in tako je pravzaprav nastala vsa ta zgodba z mojim petjem, ki je pač ravnatelj glasbene šole takrat napisal tisto pesem zame in za orkester. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti je sonce in rože. Kot že nekaj let zapored smo tudi letos preverili, po čem si bodo iztekajoče se leto zapomnili župani in županje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V včerajšnjih novicah smo si pogledali odgovore prve polovice, zdaj pa si poglejmo še besede druge polovice.
Torej, v jantarnem letu smo poleg tega, da smo se predstavili celemu svetu, res zaznamovali našo občino z številnimi infrastrukturnimi projekti. Tukaj sem seveda vesel prenov šol in vrtcev. Bilo je kar nekaj premikov na cestni infrastrukturi, začeli smo delati v mestnem jedru. Za nas je bilo v letu 2017 ključnega pomena izgradnja osnovne šole Cerklje ob Krki, investicija za 6,5 milijonov evrov. Poleg tega seveda treba vedeti, da je bila v letošnjem letu zgrajena tudi hidroelektrarna, ki je prenesla neke nove novosti. V občini Straže je bilo leto 2017 sigurno zaznamovano po investicijah, katere izvajamo. V prvi vrsti sigurno največja investicija so izboljšave vodovodnega sistema v okviru hidravličnih izboljšav. 2017 se bom zapomnil bolj po boleznih, ki sva jih skupaj z ženo dobro prestala in upam, da bi jim bo zdravje služilo v naslednjem letu. Zagotovo je to izvedba še tretje etape glavne vpadnice v Šentrupert iz Slovenske vasi. Namreč to smo čakali kar nekaj let, vmes je bila ta kriza, ko nekako denarja na nivoju države ni bilo. Zagotovo je to dograditev šole na Studencu, ki daje pozitivno vzdušje za ta del občine, pa tudi nadaljevanje del v šoli v Šentjanžu, hkrati tudi ureditev v Loki pri Zedenem mostu. Mislim, da smo kar izdatno naredili na področju gospodarskega razvoja. Taka investicija je tudi oprema industrijske cone. Še posebej naša največja investicija, seveda to je vrtec, ko že govorimo o vrtcu. Končno smo pridobili vsa prvič dovoljenja, potem izvajalce in izbor izvajalcev, javni razpis, cele te procedure smo dali skozi. Najbolj sem vesel, da smo lahko podpisali sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo v koncu meseca septembra. Seveda po predračunskih vrednosti gre to za 5 milijonov. Večino investicij, ki smo si jih zadali, smo tudi izvedli, lahko rečemo skoraj vse, in jih predali tudi namenu, tako da sem zadovoljna in vesela, da nam je to uspelo. Ustvarjalci programa Vaš kanal se trudimo, da bi za vas, gledalce in gledalke, pripravili čim bolj pestre in zanimive vsebine. Verjamemo, da nam bo skupaj z vami uspelo ustvariti nepozabno silvestrsko zgodbo, zato vas vabimo, da ste z nami tudi v nedeljo zvečer. Silvestrski večer bomo začeli ob 20. uri z informativno oddajo, kako je odmevalo leto 2017. Sprehodili se bomo skozi ključne trenutke, ki so narekovali utrip dogajanja na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini, kot je razsodba arbitražnega sodišča o poteku meje, odprtje hidroelektrarne Brežice, požar v Zalogu in številni športni in drugi dogodki, ki so ogreli naša srca. Sledil bo posnetek gala koncerta Radia Ognjišče, ob 23. uri pa ne zamudite silvestrskega objema. Torej gre za oddajo v živo, ker bomo zadnjo uro letošnjega leta se družili z našimi zvestimi gledalci po Sloveniji. Veliko zabave bo in tudi lepih nagrad. Ena od teh je Poni kolo, ki je tukaj zraven mene. Potem je pa še nekaj res dobrih nagrad, pa jih ne bom izdal, ampak bom povabil naše gledalce, da od 23. ure na silvestrski večer bodo v družbi televizije Vaš kanal. Vredno bo torej preživeti noč v družbi vašega kanala. To so bile zadnje novice v letu 2017. V imenu vseh njenih ustvarjalcev vam želim prijeten vstop v novo leto, v katerem bodite naši zvesti spremljevalci tudi vi, spoštovane gledalke in gledalci. Lahko noč.